da sem na premcu pol ure igral v morje in delfinov je bilo cela jata, ker so nas spremljali vsaj pol ure. Vse ti zelo dobro poteka, ampak če dalje bolj si nezadovoljen sam s sabo. Navzven pa izgleda zelo uspešno, navzven pa izgleda super. Mogoče to privlačno, vsaj meni osebno, ravno zaradi tega, da tam v bistvu ne moreš zbežati sam pred sabo. Pokrovitelj oddaje je založba Primus. Moj gost je Matej Grahek, član Slovenske filharmonije in pisec posebnega potopisa, o katerem bova danes tudi govorila. Matej, živjo. Živjo. Tale potopis je mene presenetil v marsikakšni smeri. Človek, ko bere potopis, ponavadi doživi manj v knjigi kot to, kar sem jaz doživela v tvoji. Skratka, ti si nam odprl vrata v svoj notranji svet. V to, kakšna borba pravzaprav, ne samo čudovita avantura, ampak kakšna borba je oditi na jadranje za mesec čez Atlantik. Hvala lepa za pohvale. Dejansko sem se tega potopisa lotil prvo kot dnevnik, zgolj goli dnevnik nekega jadranja, kjer se čez dan opisuje pozicija, veter, vreme in podobne zadeve, ki so malček na suhoparne. Vendarle sem kasneje, ko smo obstali v prvem lockdownu, ko sem potegnil iz mojega predala te suhoparne zapiske, sem si dejal pri sebi, mogoče bi pa lahko naredil nek potopis, ki je nekako zanimiv za širšo množico. Sam sem prebral precej potopisov slovenskih, tudi tujih. Nekateri so mi bili všeč, nekateri mi dejansko niso bili všeč ravno zaradi tega, ker so bili presuhoparni. Tako da sem sam pri sebi si dejal, da uberem neko srednjo pot, kaj bi eventualno bralcev pritegnilo pri knjigi. Definitivno moraš odpreti tudi, oziroma v knjigo vključiti tudi neka lastna razmišljanja ali počutja, interakcije, vse, kar se med nami dogajalo. Sicer nekaj sem imel zapisanega, potem sva s mojim prijateljem Aleksom, ki je bil tudi, lahko rečem, nekako urednik tega potopisa, uredila nek dramski lok, kako naj bi zanimiva knjiga izgledala, in nastal je izdelek, ki ga imate tukaj pred seboj. Ja. Matej, kako to, da si se odločil z javnostjo v knjigi, kjer opisuješ popotovanje preko Atlantika, deliti toliko svoje intimnosti? Pravzaprav tu res lahko vidimo vse, kaj si doživljal. A je bila to odločitev za to, da bo knjiga priljubljena oziroma brana, ali je bilo to enostavno tvoja potreba, da to izpišeš in potem se nisi več ukvarjal s tem, kaj si bodo pa drugi mislili o tem? Da ste me mogoče malce presenetili. Knjiga intimna je do neke mere, ampak to so bila pač moja občutja, ki sem jih opisal. Ja. Se mi zdi, da je bila, lahko temu rečemo, tudi nekaka psihoterapija za mene. Ja. Ko sem prebrala tvojo knjigo in videla recimo proti koncu njeno fotografijo celotne ekipe, vas toliko moških, ki ste tam objadrali oziroma šli preko Atlantika, se mi zdelo, to je pa res dobra ekipa, poglej jih uživače. Ampak, ko sem se potopila v to knjigo, sem dobila v njej vse prej kot to. Skratka, ta knjiga mi je dala občutek, da to ni bila ena preprosta, čudovita, uživaška avantura, ampak skoraj da mučenje, če se grobo izrazim. Kako si ti doživel to potovanje preko Atlantika? Mogoče se v knjigi na prvi pogled kakemu bralcu sliši ali pa da občuti to kot neko mučenje, ampak dejansko to ni bilo. Mi smo vsi še vedno v kontaktu, po mailih, tudi po telefonu se slišimo, ampak je dejstvo, če se 8 dedcev dobi
52-čeveljski jadrnici oziroma katamaranu, kar je približno enako 15 metrom. Ja. In to ste bili različnih generacij, ne? Od kaj, 25 do 70 let ali nekaj takega? Tako, ja. Od 25 do 70 let, s tem, da se nismo poznali, nobenen se z nikomer ni poznal. Samo dva Slovenca pravzaprav? Dva Slovenca, ja. V bistvu Igor Stropnik je bil the captain oziroma skipper, a ne? Ja. In če to vzameš kot nek vojaški drill in se v glavi pripraviš, tako jaz mislim, da ni nobenega problema. Ne. Večji problem je pri teh mladih dveh fantih ali pa pri enem fantu, ki je bil 20-letnik, ker to po 20 dneh je že malo naveličen samega sebe, pa zna biti mečken tečno na momente. No. Ja, ampak kaj vse ven pride? Mislim, ta mlad fant recimo se je na začetku poti širokoustil, ne, o raznih svojih ženskah, ljubimkah. Na koncu, ko ste imeli nekaj minut možnosti, da pokličeš nekoga, je poklical svojo mamo, ne? Mislim, recimo, to v knjigi piše, to me je kar zabavalo. 20-letnika je potrebno malo z rezervo imati. Ja. Sploh v skupini 8 moških, a ne. Seveda bi rad pridobil nek svoj status v tej skupini. Ne. To je čisto logično, če pogledamo iz psihološkega stališča. Ne. Vsak si išče tam na teh 15 metrih nek svoj prostor, kamor se bo pozicioniral v tem mesecu. Ne. In je prav zanimivo potem to pogledati iz nekega, v bistvu iz neko distanco, potem, ko smo to opravili, to jadranje, je prav zanimivo pogledati nazaj, no, kako so se te interakcije prepletale in kako so se pa konec koncev tudi končale. Ne. Ja, saj na koncu ste bili vsi srečni, ne, jasno, za tak podvig, za to avanturo, pa tudi za to, da je konec. Ja, jaz moram reči, že samega sebe, nekaj pač takih poti prej nisem bil vajen, ko na zemljevidu oziroma na GPS-u vidiš, da je pred tabo dobesedno kopno. Ne. Prvi otok, ki smo ga videli, je bil, dejansko videli, je bil Sombrero Island, se imenuje. To, kar bi pogledal, ne vem, najbolj skalnat otok v Jadranu, to je Goli otok, ne? Ampak tistega otoka se razveseliš tako bolj kot božiča, no? Moram priznati. Ja. Dobro, zdaj moj pomislek je bil tudi, mislim, ne pomislek, ampak ko sem videla izhodišče, kaj te je pravzaprav peljalo na to pot, ne? Kot je zapisano v tej knjigi, sem rekla, no, to je pa dobro izhodišče za pogovor. V bistvu ti si seveda vrhunski glasbenik, umetnik, prvi vrsti družinski človek. Ja, hvala. Ja, imaš sina, hčerko, ženo, v katerih veliko tudi pišeš v knjigi, ampak tam nekje v svojih, kaj naj rečem, zgodnjih srednjih letih, ne, se jasno nam ljudem marsikaj zgodi, ne? In ti si bil tik pred izgorelostjo. Na eni strani kariera vrhunskega glasbenika, na drugi strani družina z 2 šoloobveznima otrokoma, na tretji strani sam s sabo, svojimi preizpraševanji in tako naprej. Je bilo to, kar te je v bistvu odpeljalo, da si šel nekam tako daleč, v takšne skrajnosti, da si pravzaprav se pomiril s sabo in ugotovil, da to, kar imaš doma, je to, kar zares potrebuješ. Ali se motim? Dejansko je bilo veliko na tem. Človek v 30 letih je najbolj produktiven, najbolj dela, najbolj vlaga v svojo profesionalno pot. Tudi pri meni ni bilo popolnoma nič drugače. Na kar se po 10 letih res intenzivnega dela ti začnejo dogajati stvari, kot so neka izgorelost ali pa slaba volja v samem sebi, se ti začne kopičiti. V bistvu vse ti zelo dobro poteka, ampak če dalje bolj si nezadovoljen sam s sabo. No, vzven pa zgleda zelo uspešno. Vzven pa zgleda super, vse je fantastično, uspešno, kakorkoli. Ampak sam pri sebi potem začneš razmišljati, da je to dejansko to, kar si želiš, a ne? Seveda, jaz imam zelo rad svoj poklic, uživam še zdaj, ampak nekako sem sam pri sebi ugotovil, da je pa potrebno mogoče malce potegniti ročno zavoro
narediti tudi nekaj zase, za svojo dušo. In moja želja je bila že dolgo, da opravim neko tako pot. Vedno me zanima, kaj je, če pogledamo tukaj to prvo stran, vedno me zanimalo, kaj je za horizontom tega morja, kje se dejansko to more konča, čeprav vemo, da se ne konča, da gre okrog in okrog. Ampak ta boj s samim sabo ali pa mogoče pogovor s samim sabo, kaj se ti dejansko lahko zgodi na tej poti, ko se peleš čez morje, kjer ne vidiš ne konca, ne kraja za cel mesec. In to je meni, ki sem se dejansko bližal neki izgorelosti in ki sem si dejal, stop, zdaj pa moram narediti neko pauzo, neko v glasbi rečemo cezura, korona je pač premor glasbeni, daljši. In ja, to mi je zelo, zelo pomagalo, da sem se sestavil nazaj in da sem videl, da v bistvu to, kar počnem doma, super. Ja. In da sem lahko hvaležen za to, kar imamo. Ja. Ali pa imamo. Ja. Dejansko se je spremenilo, te je dejansko ta pot spremenila. Ja, oziroma pomirila. No. Pomirila. Pomirila. Ja. Ja, ker v tej knjigi je jasno videno, s kakšnimi silami notranjimi si se srečeval ti in seveda tudi ostali, ki ste šli na to pot, ker tam pa ni izhoda, ni bega. Mi vsi lahko zbežimo v delo, v družbo, v hrib ali ne vem, v nek adrenalinski šport, ampak tam pa ni umika. Ja, ravno mogoče to privlačno, vsaj meni osebno, ravno zaradi tega, da tam v bistvu ne moreš zbežati sam pred sabo. Doma se zamotiš z delom, greš, kakor si dejala, v hribe ali bežiš v nek adrenalinski šport. Tam se moraš pa pomeniti sam sabo za en mesec. Zgodilo se mi je tudi to, da sem si vzel 2 knjigi, kar je bilo absolutno premalo, ampak sem bil hvaležen, da sem si vzel premalo teh stvari, ki zamotijo Tako da sem imel odlično priložnost, da se malo samim sabo pomenim. Ja. Ampak so stvari, ki so se ti dogajale, pravzaprav tudi iracionalne. Ne? Se pravi, nekaj je, ko se človek toliko umiri, da res se lahko pogovori sam s sabo, nekaj pa je še tista faza, neka skoraj divja faza, ko samo vse bobni v telesu, v glavi in se mi zdi, da to se vam je vsem, oziroma ti opisuješ, zdaj za druge ne moreš biti dogajalo. Se mi zdi, da se nam je vsem dogajalo. V bistvu najtežji del te poti je bilo, ker smo se bližali dol proti 20. sporednikom, kjer se more dejansko umiri v taki meri, kjer je blizu ekvatorja, da tam preneha, ker se menja ta tok iz severne poloble in južne, ki gre v levo oziroma proti zahodu. V južni polobli gre pa proti vzhodu, proti Evropi, oziroma proti Afriki. In tam se more popolnoma umiri in je dejansko, kot bi prišel v vice. Vročina je neznosna, ker je pač že nekakšen tropski pas, ni vetra, ni ničesar in tam vsi pomorci pravijo, da je to najtežje. Vsi imajo veliko rajše neko dogajanje ali pa močen veter s 30-40 vozli, kot pa tista bonaca v ekvatorialnem pasu. In tam je dejansko postane zelo, kot bi prišel v vice. In to traja par dni, dokler se zopet ne dvigneš malo više od tega 20. sporednika, kjer ta pasatni veter zopet zapiha proti Karibam. Ja. In tam se dogaja lahko marsikaj v tvoji glavi. Ja, to je, recimo, če moški hodite, oziroma so hodili večinoma v vojsko, recimo, kjer so preživeli, ne vem, lahko celo 1 leto, to v nekem skrčenem stanju je to, ne? V bistvu ja, tako da zapakirano 1 mesec je to. Disciplina, red,
ena hierarhija, vi ste točno imeli urejeno, kaj kdo dela, kdo kuha, kdo straži, kdo Ja, v vodi. bistvu takšnih popotovanj, ki sem se šel jaz, jih je v bistvu ogromno. A ne. Čez celo sezono, ki dejansko traja od novembra pa do spomladi, kjer se prehaja Atlantik, se dogajajo razni transferji, raznih plovil. In če pogledaš malce na internet, je to precejšna tržnica, ne, tega. Kam se lahko, če te to pač zanima, kam se lahko vključiš, v katero, mislim, da hitro dobiš Ekipo. pozicijo ali pa ekipo, s katero bi eventualno lahko odšel na to pot. Ampak ko smo prišli na ta katamaran 52 čeveljski, nam je prva stvar, ki nam je Igor rekel, ne, vi niste na dopustu, vi niste na izletu, vi ste na transferju, kar je zelo resna zadeva. Gor ni alkohola, delali boste točno, kako bom jaz rekel, delali boste po točno določenem zaporedu, takšnega, ki vam ga bom jaz zadal. Če ima kdo s tem probleme, lahko gre zdaj domov. Ima kdo probleme, mi smo bili vsi tiho, nimamo, ok, jaz, kapten, in je bilo to. Ne? In nekako v glavi se potem, ok, zdaj smo na pol vojski, kjer je neka hierarhija, in če imaš to poštimano v glavi, mislim, da ni problema. Ne? Če bi se to dogajalo ne na morju, ampak na kopnem, recimo, v neki hiši, ti omenjaš noter Big Brother tudi, ne? Recimo, če bi se to dogajalo, ta odisijada, en mesec, ali bi ostal notri, ali bi po enem tednu šel ven? Mislim, v hiši meni to ne bi predstavljal nekega izziva, tako da bi najbrž odšel hitro domov. Ne? Tam je pa se pravim, sred oceana pa pač človek ne more reči, fante, dost imam, jaz grem, ampak je treba zdržati čist do zadnjega dne. Ja. Kaj so pa tiste res čudovite točke, ki se jih spomniš, a so to ti razgledi, nekje opisuješ, kako v bistvu zvezdnato nebo, da si se počutil, kot da si na vesoljskem potovanju. Ja, noči so res, nisem še doživel tega nikjer, niti ne moreš doživeti, ker je v bistvu po noči je na kopnem toliko svetlobnega onesnaževanja, da je to zelo težko doživeti. Tam si pa sred Atlantika in je res dobesedno, kot da pluješ po vesolju. Ne? Sončni zahodi so fenomenalni. Vsak dan je drugačen sončni zahod. To mi je res pustilo en tak večen spomin. No? Tako da tega se bom vedno rad spominjal. Ja, vendar so bili tudi te res lepi trenutki na tej tlaki, moški tlaki. Mogoče se sliši v knjigi to kot tlak, ampak se ni bila tlaka. No. Ja. Mogoče bo večkrat dramatično opisano, da človek rajši prebere. Ja, priznaš tudi v bistvu, da si imel seveda čisto človeško kar močne občutke krivde na začetku, pustil si tu družino, 2 otroka, in se podal nekam, neko skrajnost. Kar pogumno, no, da si to lepo povedal in priznal in si šel tudi skozi to fazo. Ja, v bistvu jaz prej nisem imel izkušnje iz, kako se reče, offshore jadranjem oziroma odprtomorskim jadranjem, a ne? Niti nisem vedel, kaj lahko pričakujem. Dal sem čez cel Jadran in to je to. Čeprav tudi Jadran zna biti zelo, zelo nepredvidljiv. Ampak ocean je vse, je mnogo drugačna zgodba, kot je nek zaprt Jadran, ne? Kjer si lahko doma oziroma na kopnem relativno zelo hitro. In ker nisem vedel, kaj se podajam, se seveda pri človeku, vsaj pri meni, pojavi nek določen strah, ne, kako to izgleda, kaj bo, pa kaj pa če, ne vem, kakorkoli. Če se ne vrnem, recimo. Ja. Ja. Dejansko, ampak, no, ko prideš te, skočiš pač v narekovajih v vodo, čeprav ne skočiš v vodo in pač plavaš. Ne, in vidim, da to ni nek bav, ne.
Kaj bi rekel, verjameš v usodo? Te je usoda poklicala na pot čez Atlantik, na to avanturo? Ali je bila to čisto tvoja svobodna odločitev, premišljena in že nekaj časa? Definitivno nek preplet vsega skupaj. Ne? Mogoče je usoda tako hotela, da sem mogel to opraviti, da sem napisal to knjigo. Z skiperjem Igorjem smo se tako spopretelila, ne, da me je že parkrat povabil, ja, bi šel z mano, tam pa tam grem peljat to pa to barko iz točke A na točko B. In nikoli še ni bilo, potem, ko sem prišel domov, sem se tako spet vrgel v delo, da nisem našel časa za to. Zdaj pa upam, da bom januarja, da bova skupaj preplula Biskajski zaliv. Po Portugalski bova zavila noter v Gibraltar, v Sredozemsko morje, kjer on zopet pelje neko barko iz Francije do Splita. In upam, da se mu bom lahko pridružil en delček poti. Ko zdaj bova, pa mislim, da bo šla sama. Tako da, tiste pa še mečkam nadgradnja tega, kjer je 8 ljudi. A ne? Ja. Kaj ti je dalo morje? V mene more psihoterapija. Veš, ni mi potrebno hoditi k psihiatru ali pa jesti neke antidepresive. Mene dosti, da grem za vikend na morje, odjavljam in sem miren. In napolnjen. Ja. Ja, morje res ima eno to magično moč, pravzaprav. Zame ja. Vsak si pač najde nek svoj filter, ne? In meni je morje ta filter. A si edini od svojih kolegov Slovenske filharmonije, ki si objadral Atlantik? Atlantik sem, mislim, da je edini objadral, no? Ampak drugače pa v filharmoniji kar precej dobrih jadralcev. Veliko, mislim, da imamo 5-6 kolegov, ki redno jadrajo. No? Imamo isti filter, no? Če lahko temu rečem. Ja, ti si flavto vzel s sabo na to pot in celo tam nisi mogel 3 tedne, 4 tedne brez vaje, brez treninga. Ja, to je bilo tako bolj zaradi slabe vesti, ne? Če nek profesionalni glasbenik zapusti svoj inštrument za 3 tedne, je to kar kriza. Ne? To, ko bi profesionalni ali pa vrhunski športnik za 3 tedne opustil svoje delo in po 3 tednih šel na neko tekmovanje, bi bila katastrofa. Ne? Enako je tukaj pri nas, kjer je potrebno biti v tem stiku z inštrumentom vsakodnevno. No? Čeprav bil sem, no, naredili smo tudi kakšne videe smešne s flavto, z delfini. Zanimivo, no, kako se delfini odzivajo. Tam je res veliko tega živeža. In se je zgodilo, ne vem, če smo to kje, mislim, da smo posneli na kamero, da sem na premcu pol ure igral v morje in delfinov je bilo cela jata, no, ker so nas spremljali vsaj pol ure. Kaj? Ja, tako da to je bilo take stvari zelo zanimive. Ne. Ja, tega pa ni v knjigi. To sem pa spustil, dejansko. Wow. To vam pa tukaj povem. No. Aha. Veliko je tega ja, to je živeža. To je tudi ta vibracija, ne, ki jo glasba izvaja. Ja, neverjetno tako, prav radovedni so bili. Ne? Katamaran potuje z nekimi 6-7 vozli. Ja. Jaz sem lepo igral in sem imel publiko. Nisem mi še zgodil, da bi imel živalsko, morsko publiko pred sabo. No? Ja, no, to je pa prav lep romantičen zaključek najnega pogovora. Res, lep utrinek iz te poti, polne vsega, bom rekla. Vsega v plus in v minus, ampak dejstvo je, da niste doživeli pravzaprav pa res nobene, hvala Bogu, nesreče, neke hude stvari na poti. To pa hvala Bogu. Ja. Se pravim, za prehod Atlantika je potrebna prvič glava, previdnost, pa zato obstaja sezona, ki traja od novembra
pač do pomladi, ne, vse ostalo. V času orkanske sezone ne bi nikomor svetoval, da se podaja po točno te določene poti. Niti zavarovalnica ne bi bila tega vesela. Ja. Ja, nekaj sile morja ste vendarle doživeli v tistih visokih valovih. Ja, ne, tako je, recimo, v bistvu, to je edino, kar je bilo. Ne? Ko se pride iz Kanarskih otokov ven na ocean, ne, te udarijo 4-metrski valovi takoj, ne, in ti postane res, pa sem vajen morja, ampak po 4-metrskih valovih ti postane, vsaj meni osebno, 2 dni mi je bilo izjemno slabo. Kolega, ki živi v Kanadi, ni prišel k sebi 14 dni, ne, je bil zares bogi. Skušal je, vsil je bil, no potem zadnjih 10 dni je pa... Joj, ne, saj ni smešno, ampak... Je pa živel. Ja. Tudi apetit je dobil nazaj, tako da Revež je rabo 14 dni. No. Pa je tudi vajen morja pa valov. Ampak zgleda te dolgi svelsi, kot se imenujejo, pustijo tudi bolj izkušenim pomorcem, delajo kar preglavice. Ne. Ja. Ne, to je velika avantura, to je dejstvo. Takšna pot je velika avantura. Mogoče zdaj je 2 leti od tega, odkar si šel na to pot, mogoče skozi leta bo še bolj z distanco videl, kaj pravzaprav si upravil, oziroma kje si bil in tako naprej. Ne gre vsak čez Atlantik z jadrnico. Verjetno ne. Ni za vsakega. No, to. Hvala, Matej, za to tvojo izkušnjo, ki si jo delil z nami. Povabilo. Hvala. To je bil Matej Grahek, avtor Dnevnika malega glasbenika na velikem oceanu.